Predlagam, da se ta zbor današnji razglasi za ustanovni zbor Slovenske kmečke zveze in Zveze slovenske kmečke mladine. Slovinecem, takuje mati diala, kome jedite pestovala, kome jedite pestovala. Več kot 1000 državljanov Slovenije, kmetic, kmetov in prijateljev kmečkega stanu, ki smo se zbrali na javni kmečki tribuni v Ljubljani dne 12. maja 1988, celote podpiramo ustanovitev obeh kmečkih stanovsko-političnih organizacij, Zveza slovenske kmečke mladine in Slovenske kmečke zveze. Javno tribuno razglašamo za prvi občni zbor obeh zvez in obema iniciativnima odboroma dajemo pooblastilo upravnih odborov. Slovinecem, od zibeli do groba, negane moja se zvestoba, negane moja se zvestoba. Mi gremo na volitve zato, da napravimo konec političnemu in gospodarskemu eksperimentiranju, ki je pripravil našo družbo in naše gospodarstvo na rob propada. Zemlja, kot vemo, kmetje ne čaka. Oblast, ki nima ušes, da bi slišala, tudi glave, da bi vladala, nima. Zato pozivam predstavnike oblasti, da prisluhnejo in si povedano zapomnijo oziroma zapišejo, ker dosedanja praksa kaže na njihov izrazito slab spomin. Kmetje kot subjekti v družbi so razbiti, neorganizirani, njihov glas je nepovezan, ne slišijo se in zaradi tega bi ta organizacija nekako povezala slovenske kmete, najprej pa seveda slovensko kmečko mladino. Jaz mislim, da so odmevi ljudi, kmetov in kmečke mladine, ki je bila doslej že obveščena o tej ustanovitvi te organizacije kmetov in kmečke mladine, zelo ugodni. Želijo si, da bi dejansko ta program, ki smo si ga zastavili, tudi tako speljali, ker to bi bila res neka povsem nova organiziranost slovenskih kmetov. Mladini ne bi smelo biti in tudi, mislim, da je tudi ni vseeno, kako bo kmetijska politika zastavljena za naprej. Kmetje, zbrani na današnjem shodu, ne zaupamo več zvezni vladi. Nobene orne zemlje, nobenega hektarja ne more nobeden več odvzeti brez